Veš, ti si srečen človek, pa Kristi je srečna, a veš, vama se vidi, da to uživate in to je drugo, kot nekdo, ki je pač tako rečen nekje v neki službi, ki jo sovraž in domov pride in bo iz tega sovraštva rekel, vsaj nekaj bom naredil, da bom jaz zdaj srečen, zdaj se bom pa nabasil z neko hrano, razumeš? Ti tudi, če boš nekaj pojedel ob 11, boš iz drugega flowa šel to pojest, kot nekdo, ki je žalosten, tesnoben, depresiven, razumeš? Že to je ful drugače. Logično, ja. Jaz bom tudi, ne vem, pa si bom vzela, ne vem, pa si bom zmiksala neke maline, pa veš, pa mi je to ful dobro, nek sladoled rata, pa nek kokosov jogurt, veš, mi je to ful dobro, ampak jaz v tem res uživam in res mi je the best in zdaj mi je tudi the best in prej mi je bil cel dan the best in je to, na drugačen način to hrano poješ, no, in jo tudi drugačno presnoviš, kakor če greš z neko žalostjo ali pa jezo noter, no. Srečno morate jesti punce. Evo. Fuzdaro to povedala. Naslednje vprašanje. Tega bilo res veliko glede napihnjenosti. Lahko hormonsko neravnovesje povzroči napihnjenost in če ja, kakšna so priporočila? Ja, zelo velikrat in največkrat je to presežen estrogen glede na progesteron, pa težave s ščitnico. Zdaj tako, ščitnica ima na svojih obščitničnih žlezah tudi estrogenske receptorje in če je tega estrogena po telesu preveč, se začne kopičiti na obščitnično žlezo in onemogoča njeno dobro delovanje. Torej, ščitnica čisto normalno dela, ona je čisto zdrava, ampak estrogena je preveč, ki ga izločajo jajčniki. Je pa tako, da v sodobnem svetu je veliko več teh ksenoestrogenov, teh nekih strupenih estrogenov ali kakorkoli, ki posnemajo estrogen v našem telesu, ni pa to naš estrogen. In presežek tega estrogena ustvarja določene težave. Ta estrogen se nahaja naprimer v plastiki, če pijemo iz plastike, če uporabljamo neke kozmetiko s parabeni, če jemo veliko živalske hrane, ki je polna nekih antibiotikov, dodanih hormonov in tako. Že s tem, ko živimo v tem onesnaženem svetu, mi dobivamo določene ksenoestrogene. In zato je največkrat prihaja do preseženega estrogena glede na progesteron. Do tega prihaja tudi pri ženskah po menopavzi, ko upadajo ravni hormonov in vsi rečejo, jaz imam premalo estrogena, ker nimam pač menstruacije. Ja, lahko imaš premalo estrogena, ampak ti imaš še manj progesterona in s tem je že presežen ta estrogen. Progesteron, daj sem tako, čist ulično povej. In progesteron in estrogen sta oba ženska spolna hormona. Imate jih tudi moški imate potem več testosterona, ženske imamo tudi testosterona, ampak manj. In oba dva skrbita za ovulacijo, za zanositev, za to, da nam zrastejo prsa, za to, da imamo v končni fazi tudi zdrave, lepe lase, lepo napeto kožo in bolj, ko upadajo ravni spolnih hormonov, bolj se mi staramo, oziroma pospešeno se staramo, bolj so vidni znaki staranja. Zato je v Ameriki ta anti-age medicina tak boom, ker vsi dodajajo pač spolne hormone, pa tudi pol rastne hormone pa ostale. Ampak bolj, ko se ti dvigneš, ne vem, estrogen, progesteron in ko sta ona dva v razmerju, v normalnem ravnovesju, nekaj je estrogena, zelo veliko progesterona pa nič, kar se že posledica pa je, da se kaže kot napihnjeno zastajanje vode, neka tesnoba, depresija, izpadanje las, prebavne težave. To so znaki preseženega estrogena glede na progesteron, pa tudi miomi, ciste, endometrioza, naprimer, to so tudi znaki preseženega estrogena. Tudi hormonsko odvisni raki so velikrat zaradi preseženega estrogena. In ne zdaj, da bo vsaka sama se postavila, zdaj imam jaz preveč estrogena pa premalo progesterona, se da lepo zmeriti, pa videti, kakšna je vrednost estrogena, kakšen je progesteron, pa se vidi to razmerje. In ko si vprašal, kako se da nekako to, ponavadi je to nesorazmerje, pa potem, ker to nesorazmerje vpliva na tisto slabše delovanje ščitnice, ščitnica pa je odvisna za presnovo, metabolizem, prebavo, in če ona ne dela dobro, če je tega estrogena na njej preveč, potem se to spet kaže kot neko zastajanje vode, napihnjenost in tako. Zato sem rekla, da lahko je vzrok v samih jajčnikih, pa premalo progesterona, lahko je pa ta estrogen tisti, ko vpliva na slabše delovanje ščitnice. Ampak ja, hormoni so tisti vzrok. In kako jih odpraviti? Tako, kot sva rekla, da naprimer se odstrani vsa hrana, ki na umeten način viša estrogen. In kjera je ta hrana, naprimer, ki je zdaj zelo dostopna? Ja, to je vsa predelana hrana, vsa hrana, ki ima ogromno nekih aditivov noter, nekih dodatkov. Konzerve oziroma paštete. Mi bi mogli hoditi, na trg, pa si najti svojo neko branjevko, ki ji zaupamo, pa ki vemo, da ima mogoče, svojo zelenjavo, sadje, neka žita, čim bolj domače, bi mogli jesti, pač čim bolj svoje vrtičke ali kakorkoli. Mleko, mlečni izdelki, meso, pa če z tega ne uživam že 20 let. Tisti, ki pa to uživajo, pa imajo pač te težave, bi jim jaz svetovala, da bi saj malo to zmanjšali oziroma jo omejili, ali pa da bi, da bi malo probali spremeniti to hrano, pa bi pol videli,
Koliko je boljš, no? Zdaj imam jaz izziv za vas, punce. Jaz sem tudi drugač vegan, ne? En mesec, evo vas izzivam, za en mesec pejte na vegansko hrano, kuhajte si doma, dajte 20, 30, 40 različnih vrst zelenjave, žitarico vsak dan jesti, oziroma si jo skombinirajte, da je polno vredno, pa si pogledajte svojo kožo, pa si pogledajte, kako se počutite, in če vam ne bo všeč, pejte nazaj. A prav? Ne? Testiraš. Jaz to vedno rečem, ne? Nič slabšega si ne boste naredili s tem, no to hočem vedno reči, ne, nič ti ne bo slabš, zato so meni ful dobri te retriti, a veš, ko so, ne vem, po tujini, pa tudi jaz jih bom naredila, a veš, tako da peleš, ker hmenka pridajo. Jaz bi šla najraje z njo, nekam bi jo pelala, tisto žensko, ki pride, in jo jaz kuhala, tam, ne vem, 14 dni in bi rekla, zdaj se počutiš tako, po 14 dneh pa zgledaš tako in počutiš se tako. A veš, res, ker res verjamem v to spremembo, no? Ker jo vidim na sebi, ker jo vidim tudi na teh, ki so pol sposobni narediti to spremembo. In pa, ko mi rečejo, kdaj bom sploh lahko spet začela po starem jesti. Pa saj si ne želiš. Če se ti ne želiš tako počutiti, če nočeš biti napihnjena, imeti, ne vem, mazolov, ne vem, ti spadajo lasje, biti brez energije, saj nočeš več tega feelinga, a ne? In pa, mi smo navajeni na določene okuse. A veš, ampak jaz sem se toliko odvadila, ko mi kdo reče, s čim se ti pregrešiš. Z malinami, skoliko so jim jogurta. A veš, jaz nimam mislim, ne? S tem. In meni je to res da best. Ali pa ne vem, jaz sem čist vesel človek, ker imam zdaj doma Hokkaido bučo, ne? A veš, in si spečem tisto Hokkaido bučo in meni je to tako da best, ne? A veš, take stvari in ko bi, ne vem, vsaka res, ko se malo slabše počuti, pa ko bi hotela vplivati na hormone, res, ko bi to dodala, pa obvezne so zdrave maščobe, ker iz zdravih maščob nastajajo zdravi hormoni. Zdaj sem na hiter povej, v kateri hrani jih najdemo? Ja, kaj maščobe? Zdrave maščobe. Ja, ne vem, avokado, oreščki, lešniki, ne vem, stročnice, semenke, pač vse to imate dovolj zdravih maščob. The best, super. Pač, ja. Ne vem, hladno stiskana olja. Dej, če sam povej, glede na to, da je ful polemika, glede na to, da je soja genetsko spremenjena in da povzroča hormonska neravnovesja. Kaj ti misliš glede soje? Ni tako, jaz sem bila v Švici 14 dni, Paracelsus klinika, in smo imeli skupince poskusne, so nam zmerali prej hormone, spolne in po 14 dneh. 14 dni uživanje samo sojnih izdelkov, pač gensko nespremenjenih, a ne? Ampak to so bile samo sojina mleka, sojini kosmiči, sojine testenine, tofuji, pač vse, sam soja. Po 14 dneh nobene spremembe, jaz sem se super počutila, nič ni bilo. Tako da ni to, no. Pa je to v bistvu nek lobi v ozadju, ki lobira za druge interese. Ampak če boš pa ti, ne vem, 14 dni, to pa nisem bila v taki skupinci, ampak si pa mislim, če bi pa 14 dni samo mlek pa mlečne izdelke, pa samo meso, ki je že nafilano s hormoni, ki grejo že pač tisti lastni hormoni iz mleka, te krave, a ne, v nas naprej, pa povzroči hormonsko neravnovesje, ja, to pa. Ok, evo, kjer hudi odgovori. Daj mi povej, ali gre pri cistah na jajčnikih za hormonsko neravnovesje in ali se da to slučajno odpraviti na kak naravni način, ker punce veliko poročajo, da imajo policistične jajčnike in tako naprej. Policistični pa ciste, a ne? Policistični jajčniki so presežen testosteron, glede na nizek progesteron, pa glede ponavadi na previsok estrogen in na nepravilno delovanje žlezi slinavke in izločanje inzulina. Tako da te ženske, ki imajo policistične jajčnike, imajo zelo velikokrat tudi inzulinsko rezistenco. Zato je treba te ženske morajo vedno ščrtati hrano z visokim glikemičnim indeksom. Ker takoj, ko ti uživaš hrano, ki ima zelo visok glikemični indeks, to je vsa predelana hrana, vsa žita, ki niso polnovredna, ki zelo hitro dvignejo krvni sladkor, pa tudi inzulin, začnejo povzročati to, da raste tudi testosteron. Testosteron je moški spolni hormon, ki nastopa tudi pri nas ženskah, ampak če ga je preveč, on začne povzročati te policistične vnetne jajčnike. In posledice so, ne vem, tudi prevelika poraščenost, debelost. To so policistični jajčniki, pa so pa ciste, ki so pa ponavadi samo presežen estrogen glede na progesteron, testosteron je pa nekako v mejah normale. In ja, vse so hormonsko pogojeni in pri vseh nastopa ponavadi prenizek progesteron, presežen estrogen, pri policističnih jajčnikih pa še previsok testosteron. In eno je, da ščrtamo hrano, ki viša estrogen. To sva rekla, to je vsa predelana, procesirana hrana, živalska hrana, hrana, ki ima zelo veliko nekih aditivov, dodatkov. Ja, črtam. Ja. Dodamo zdrave maščobe, čim več zdravih maščob, oreščki, stročnice, semenke, neka polnovredna žita, najbolj brez glutena, zaradi tega, ker gluten je vneten. Samo zato. In policistični jajčniki so vnetja in zato se je bolj proso, ajda, kvinoja, riž. In žita, da se nekako jejo do 5-6 ure popoldan, zaradi tega, da kortizol upade. Ker če mi višamo krvni sladkor pa inzulin zvečer, višamo s tem tudi kortizol. Ko je pa kortizol povišan, on začne izčrpavati progesteron. In potem ostaja ta presežen estrogen.
kadar je pa presežen estrogen, on ustvarja miome, ciste in vodi lahko v endometriozo. To je pa širjenje nekega endometrija, pač na okoliška tkiva. Ampak ja, zelo velikrat je presežen estrogen vzrok policističnim jajčnikom in cistam, pa tudi testosteron zelo velikrat. Ampak ja, da se marsikaj narediti. Zelo velikrat lahko spremembo hrane z določenimi dodatki, Vitex na primer je fajn, to je eno zelišče, grm, ki ima gor plodove, ki optimalno podpre delovanje hormonskega sistema. Vitex. Vitex, ja. Okay. Pol je, ne vem, naprokrema, ona dviguje progesteron na naraven način. A veš, to niso noter še hormoni. Ampak ona dva na naraven način podpreta dvig progesterona, uravnata delovanje ščitnice, nadledvične žleze, jajčnikov, dodamo omega-3 in na ta način pa zdravo hrano, s tem, da hodimo spat, ne vem, pred 11. uro, lahko res veliko narediš, res veliko, res. Hudo.